šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Roke umivaj si pogosto in ne hiti, saj za zdravje moramo biti temeljiti. Ne pozabi, da najbolje prav kihati v robček ali rokav. Raje kot na gugalnico in vrtiljak, v gozd podaj se na svež zrak. Kuku. Kuku! Ja, čau! Lepo pozdravljeni, živjo Maja, zdravo. Živjo, kako si kaj danes? Hvala ti. Danes sem pa jaz cel dan preživela, 8 ur sem se nemščino učila. Ojla. Ja, ne moreš verjeti, zelo sem v redu, tudi zato, ker sem imela izjemno učiteljico. In danes bo takšna tema, upam, da bi jo poslušale tudi druge moje prejšnje učiteljice nemščine. Ker mogoče bi jaz nemščino zdaj že boljše znala, če bi prejšnje učiteljice nemščine vedele to, kar ve Nina, ali pa moja današnja učiteljica nemščine. Si ti imela dobro izkušnje z učitelji, ko si šla skozi ta šolski proces? Po večini ja, ampak seveda imamo izjeme, a ne? Ampak po večini je bilo kar dobro, tako da nimam nekih slabih izkušenj. In danes bo z nami, kot si že lepo napeljala, ena izjemna oseba, Nina Jelen, po poklicu učiteljica, katere poslanstvo je predvsem, da širi to svojo ustvarjalno prakso v učilnicah in deluje pa tudi v spletnem časopisu za otroke Časoris, kateremu vemo, da smo že donirali v preteklosti. Danes bo govorila predvsem o teh težavah šolskega sistema, ki vemo, da je precej usmerjen v to tekmovalno in pa storilnostno motivacijo in ne dopušča nekih napak otrokom, kar pa lahko precej ubije kreativnost otrok. Govorila bo o tem, kakšna je pravzaprav vloga učitelja v razredu in kakšni so najboljši načini, da pomiriš razigran razred. Torej, ogromno se bo govorilo o neki motivaciji in pa samopodobi učencev. Mogoče na tem mestu še poudarim, da ima ravno novo spletno stran, kjer predstavlja svoje izvedene ideje za učence, ki jih bomo danes tudi slišali tekom predavanja, in potem vabljeni, da si ogledate to spletno stran. Povezava bo v komentarjih. Je res taka luštna stvar, zelo lepo narejen, tako da res vabljeni. Predvsem za vse neke pedagoške delavce, učitelje in vzgojitelje, tako da res vabljeni. Ninarije.si. Jaz sem pa vesela, da imamo takšno srečo na Pozitivni psihologiji. Nina ta teden izda spletno stran. Če ste gledali naša prejšnja predavanja, se je tako zgodilo, da imeli smo predavanje Danice Vidmar en dan potem, ko je izdala svojo knjigo Deklice brez gnezda. Imeli smo predavanje za dr. Katarino Habe v istem tednu, ko so punce Katrina si izdale svojo novo ploščo. Imeli smo predavanje Erike Johnson Debeljak en dan potem, ko je njena knjiga Devica, kraljica, vdova, prasica bila izžrebana za najboljšo knjigo lanskega leta. Tako da vesela sem vsem našemu, in znanju in poznavanju okolja in seveda sreči, da se nam tako zelo lepo izide. Hvala tudi za vse vaše spodbude, ki nam jih dajete. Jaz pa moram priznati, da nisem imela takšne sreče z učitelji, tako da še danes se mi zdi, ko poslušam kakšne zgodbe, tako da bi bili učitelji nekako namenjeni, da otrokom zagravžajo učenje in branje. Tako da prosim vse, ki nas zdaj že poslušate, zahvalite se, ali zdaj takoj, ali kadarkoli, ampak čim prej vsakemu od svojih učiteljev, ki vam je res pomagal, da ste vzljubili tisto snov,
da imate še danes radi znanje in da se še danes radi učite. Tako da tokrat prošnja za nas, mogoče lahko kar zdaj potegate to osebo, ki je bila vaša najboljša učiteljica ali učitelj, ali pa to naredite kakorkoli, ko osebo vidite kdaj na cesti. Jaz pa moram na tej točki povedati tisto, kar mogoče bo nekdo rekel, jo spet promovirajo, ampak ne promoviramo. Zelo težko je danes priti do pomoči in vedno znova se res z hvaležnostjo spomnimo ljudi, ki so nam pomagali, da lahko mi izvedemo ta predavanja, da torej vsi vključeni tudi dobijo nek skromen honorar, da vi vsi lahko brezplačno poslušate. In na drugi šoli za starše so to res preudarna, družbeno odgovorna podjetja, Telekom Slovenije, Zavarovalnica Triglav in Medis z Novalakom. Pri sami izvedbi nam pomagajo že torej od januarja 2013 Video Lectures, Clipping, Ax Production, skupina Primera in Umna. Tokratnemu predavanju pa se je pridružilo res veliko šol, vedo namreč, kdo in kaj je Nina, je le najučiteljica lanskega leta, pa verjetno tudi prejšnjega tudi, ampak lani je bilo pač to tekmovanje. Vrtec Korirček Logatec in občina Logatec sta bila prva, ki sta nas podprla, pa vrtec Zarja Celje, vrtec Vrhnika, osnovna šola Frana Albrehta iz Kamnika, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Srednja šola Slovenska Bistrica, osnovna šola Polhogradec, osnovna šola Mengeš, Sečovlje, Deskle in Dutovlje. Evo, to so frajerske šole in vrtci, ki vedo, kaj je dobro. Ker pa je brezplačno, dajte se pridružiti, pomagajte, tako da nakažete društvu, ki se mu reče Pomagajmo slovenskim otrokom, ki pomaga vsem, ki so se zaradi različnih okoliščinah znašli v hudih stiskah. Pošljite s pametnim telefonom SMS s ključno besedo PSO5, torej Pomagajmo slovenskim otrokom, PSO5 za 5 evrov, na številko 1919. Če mogoče vaš mobilni operater ne podpira, moj podpira, tako da vem, da deluje, ne deluje pa vsem, potem pa kliknite na njihovo spletno stran, Pomagajmo slovenskim otrokom in najdite druge načine, kako lahko donirate, ali pa kot vedno pomagajte časorisu, tam je Tršica Nina zelo aktivna, torej SMS na 1919, ključna številka Casoris 5. Tako, to je bilo treba povedati, a ne? Tako kot bo treba povedati eno lepo presenečenje za naše vse gledalce in gledalke. Spet smo pripravili eno nagradno igro. Podarili bomo lepotilni paket, ki vsebuje izdelke za osebno nego. Tako da nagradna igra bo potekala tako kot ponavadi na naši Facebook strani in pa na Instagram profilu. Instagram profil najdete pod imenom maratonpozitivnepsihologije.si. Potekala bo od danes in do jutri zvečer, tako nekako 24 ur, tako da vabljeni, da sodelujete in si priigrate lepotilni paket. Da še poudarim, oziroma še enkrat spomnim, kako delujejo tale naše potrdila. Smo že navajeni, povezava bo v komentarjih. Izpolnite vaše podatke, ime, priimek, elektronski naslov, naj bojo natančno izpolnjeni seveda. Potem pa vas preusmeri na plačilo. Plačilo je možno z Vizo, Mastercard in pa drugimi kreditnimi karticami in karticami, ki podpirajo spletno plačilo. Potem boste pa prejeli na vaš e-naslov, preverite tudi vsiljena pošta reklame in poudarim naj, da bo povezava aktivna samo 24 ur, potem pa pač ne moramo več izdajati potrdilo o udeležbi na tem dogodku. Tako da najboljše, da kar kliknete, ko bo povezava in izpolnite in dobiste.
Ja, morali smo avtomatizirati proces, to je vseeno naš hobi projekt in če bi se ukvarjali z vsakim potrdilom posebej, bi nam zažrlo se v naše redno delo. Tako da res hvala za zaupanje. Dve zadevi bi vam še rada povedala, čeprav vem, da je ura 18:30. Prva je, postavite si cilje, kaj želite vi potegniti iz tega predavanja, tako da boste še bolj pozorno poslušali. Če pa ne boste izvedeli tega, kar želite, postavite vprašanje v komentar na Facebooku ali YouTubeu in po zaključku predavanja bo naša zlata Nina tudi odgovarjala na vprašanja. Tako da res je koristno, preko ciljev in vprašanj ste bolj vpleteni, bolj zavzeti in si lažje zapomnite. In druga prošnja, prepošljite ta posnetek vsem tistim učiteljem, ki se radi igrajo v razredu, ki imajo radi, da je malce drugače in ki bodo hvaležni za to spodbudo. Več, ko nas bo to videlo, boljše bo. Jaz sem bila na snemanju in bilo je super in komaj čakam, da vidim še enkrat. Vam pa zdaj prepuščam ta gledalski užitek v prvo. Tako, uživajte. Druga šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Dober dan, jaz sem učiteljica Nina Jelen, prihajam iz osnovne šole Ivana Skvarče. 10 let sem učila na podružnični šoli na Podkomu, kjer sem si res nabrala zelo veliko izkušenj. Zdaj pa že 3 leta učim 5. razred na matični šoli, kar je pa tudi ena taka posebna izkušnja. Danes bom malo govorila o svojem delu v šoli, o delu učitelja, o tem, kako se je učiteljski poklic spremenil zdaj v današnjih časih in kako pomembna je motivacija otrok. Večkrat slišimo, da je šola postala samo še izobraževalna enota, da so nam pomembne samo ocene, samo neka merila, neko tekmovanje med učenci, da smo na vzgojo kar pozabili in da v šoli ni več kreativnosti, ni več inovativnosti. Jaz sem velikokrat na Facebooku videla tisto slikco, kjer učiteljica reže misli učencev tako v enake kvadratke, a ne? V smislu, da morajo vsi razmišljati enako. No, jaz sama pa verjamem, da če učitelj uporablja neke sodobne pristope, če je učitelj res z glavo in srcem pri stvari, pri otrocih, da lahko res v njih vzbudi kreativnost, inovativnost in da se potem v razredih res lahko dogajajo eni taki veliki čudeži. Zame se to začne že nekako pred prvim šolskim dnem. Ko sem učila mlajše učence, sem jim vsako leto poslala par dni pred šolo pesmico, napisala sem jo sama in ta pesmica je govorila o tem, da vem, da jih je mogoče malo strah šole, da mogoče malo čutijo tesnobe, ne? Ampak da jim jaz zdaj pošiljam neke take konfetke in te konfetke naj si skrijejo pod blazino in ta blazina bo premagala ta strah in ga odgnala in da bodo tako lažje prišli na prvi šolski dan. Starši so mi poročali, da je bilo to za otroke res ena taka lepa izkušnja, ker je bil to nek prvi stik z učiteljico in so se tega res razveselili. No, recimo zdaj pri malo starejših učencih sem pa obrala malo drugačno taktiko. Še posebej recimo letošnje šolsko leto je bilo tako, še preden se je začelo, je bilo v bistvu vse skupaj zelo napeto. Na vseh socialnih omrežjih smo pisali samo o tem, da že vemo, kako bo vse slabo, kako bo težko, a bomo nadaljavo, a bomo skupaj, ko bomo narazen, a bomo narazen, ko bomo skupaj. V glavnem, ves čas se je govorilo o tem. Jaz vem, da otroci to tudi slišijo in čutijo, tudi če odrasli mislimo, da ne. Zato sem takrat razmišljala, da jih moram malo opogumiti, njih in starše, pa tudi malo sebe, ne? In zato sem jim recimo v letošnjem letu posnela en tak videospot, kjer sem jim hotela povedati, da bo to leto naše, da bo res super in fino in da
kakršnokoli že bo, da se bomo imeli lepo in da so oni eni taki super junaki in da bomo to vse premagali. Tako da ga bom zdaj kar pokazala. Od bosih nog ostale so le sledi v mojih laseh in koži, ni več soli. Dnevi so krajši, po jeseni diši, poletni večer pa oddaljen se zdi. Odpiram vrata, čakam na tisti dan, ko tim junakov tu ob meni bo zbran, da ustvarimo zgodbe, si narišemo dan, najboljši dan. To naše leto bo, to naše leto bo, to naše leto bo. Dajmo skupaj ga za rokajmo, ne pustimo, da skrbi nam vzamejo moči. Čakajo lepe nas stvari, to naše leto bo. Sonce podpisano, spletimo vezi, roka roko naj drži. Čakajo lepe nas stvari, lepe stvari. Ja, tako sem jih želela pogumiti in starši so bili zelo veseli tega videa. Veliko mi jih je pisalo, da zdaj pa te učenci komaj čakajo, da bodo prišli v šolo. In res tudi na prvi šolski dan so prišli polni energije in dobre volje, jaz pa tudi. Prvi šolski dan je en tak res zelo, zelo pomemben dan. To je dan, ko učitelj prvič sreča svoje učence in vzpostavi se tisti prvi stik. In meni se vsako leto to zdi ena taka zelo, zelo pomembna točka. Namreč to je tisti dan, ko učitelj mora povedati učencem, da jih ima rad, da jih spoštuje, da bodo v razredu dovoljene kdaj napake, da verjame vanje. In takšne pozitivne misli in te pozitivne usmeritve so res nekaj, kar pri otrokih nekaj premakne. Jaz jim vsako leto že prvi šolski dan povem, da je naš razred najboljši razred na celem svetu. Da smo mi eni taki cari in da bomo najboljši in da recimo, ne vem, da bomo mi vsi opravili bralno značko. Da bomo čisto vsi v našem razredu opravili kolesarski izpit. Da bomo vsi skrbeli za to, da ne bo preveliko odpadkov pri malici, recimo. In to so ene take stvari, ki otroci jim verjamejo in se tega držijo in res tudi takšni postanejo. Tako da zelo, zelo pomembno se jim zdi, da jim privzgajamo to empatijo, da začutijo, da smo mi zelo povezani, da skrbijo drug za drugega. In tudi recimo v teh prvih dneh se mi zelo zdi fino, da pri pouku uporabljamo veliko kakšnih takih timskih nalog, kot team building, zato da se učenci povežejo med sabo, da se spoznajo, da se začutijo. Mi smo letos recimo, ne vem, smo se reševali samotnega otoka, po skupinah so morali učenci se spomniti, kako se bodo rešili iz samotnega otoka, s tem, da so lahko uporabili eno svojo lastnost, svojo značilnost, pa en predmet, ki so ga imeli v razredu. In potem smo pač primerjali, katera ekipa bi se najhitreje rešila samotnega otoka. Ja, tako da te stvari so zelo pomembne, veliko skupinskega dela, veliko takih besed, tudi zelo, zelo veliko pogovorov z učenci. Jaz sem opazila, da se učenci zelo, zelo radi pogovarjajo o svojih izkušnjah, da rabijo te pogovore, da morajo nekomu povedati, da jih je strah, da imajo tremo, ne vem, da so jezni. In eno leto smo iz tega naredili en cel e-twinning projekt, kjer smo odkrivali naše supermoči, se pogovarjali o tem, kaj so naše dobre lastnosti. Jaz sem jih ves čas usmerjala v to, da so jih tudi iskali pri starših, iskali pri prijateljih, da smo se med sabo povezali. In glede na to, kakšen tempo življenja imamo v družinah v današnjem času, nam staršem včasih kar malo zmanjka
časa za pogovore z otroki, ampak oni pa to rabijo. In zato se mi zdi zelo, zelo pomembno, da se učitelji tudi z njimi o tem pogovarjajo. Tako da, kadarkoli slišim, da šola nima več vzgojne funkcije, ker malo pike dobim, ker se mi zdi res, da se učitelji zelo veliko, da se večina učiteljev zelo trudi okoli tega. Ja, vsako leto se tudi trudim, da jim vzbudim empatijo in v bistvu skrb za sočloveka. Pač meni se zdi, da zdaj res živimo v enem takem svetu, kjer se moramo res povezovati, se ne vem, držati drug z drugim, da je to tisto, kar nas bo mogoče nekoč rešilo, ne? Da bomo skrbeli drug za drugega. Zato smo lansko šolsko leto tudi imeli na šoli en tak projekt, imenovali smo se Superheroji pod krinko in mi smo opravljali ena taka dobra dela. Zjutraj smo se dobili v učilnici, že predhodno uro, ko ni bilo še nikogar v razredu ali pa na celi šoli. Oblekli smo se, zamaskirali smo se v superjunake, si dali maske, ne vem, kapuce čez glavo. In potem smo recimo po celi šoli lepili taka prijazna sporočila, ne vem, imej lep dan, nasmej se, če si našel ta listek, pomeni, da si res car, res si neverjeten, takšne stvari. In smo jih po celi šoli skrili. En dan smo recimo risali na kamne in jih skrili po celem Zagorju. En dan smo vsem delavcem na naši šoli pustili lepa sporočila, recimo smo napisali, da čeprav je leto res na glavo in da se res bojimo, da bo, ne vem, še brada od dedka Mraza se spremenila v roza barvo, da pa so oni res, da res dobro upravljajo svoje delo, da res lepo skrbijo za nas. To smo recimo prilepili kuharicam na vrata ali pa ravnateljici ali pa učiteljem. In se mi zdi, da je bil takrat res en tak poseben občutek na naši šoli, ko bi bil en tak praznik. Otroci so pri tem res uživali, najlepše pa se jim je zdelo takrat, ko se je potem kdo od teh ljudi, ki so prejeli to sporočilo, prišel zahvaliti v naš razred. En dan se spomnim, da je prišla k nam ravnateljica, potrkala in je rekla, da pač ne ve čisto točno, kje so tisti superheroji, a ne, kdo so ti, ki puščajo te stvari po naši šoli, ampak da če jih srečamo, da naj res jim nekdo pove, da so res, koliko so prijazni, kako dobro srce imajo in da si je tisto naše sporočilo nalepila v svoj kabinet in da ga zdaj vsak dan gleda, sploh kadar ima kakšen slab dan. In to je bilo tisto, kar je bilo pa za učence res ena taka pika na i, no, da so res začutili ta projekt, da so res ugotovili, da je lepo dobiti darilo, ampak ko ga pa ti predaš, je pa to še en tak, še bolj poseben občutek. Tudi v razredu se ves čas trudim, da skrbimo, a ne, tako sem že rekla, da skrbimo drug za drugega in recimo lansko leto smo vsak dan izžrebali enega učenca, ki je potem postal kralj za tisti dan. Kralj je lahko bil seveda prvi v vrsti, lahko je zbiral igre, ki smo se jih šli tisti dan, lahko je, ne vem, vsi smo skrbeli zanj, mu pustili kakšna lepa sporočila, pa tudi vedno smo ga postavili pred tablo in smo tablo lepo okrasili z lepimi mislimi za tega učenca. To se mi zdi, da je bila tudi ena taka stvar, ki so jo ohranili v srcu, v spominu in mislim, da se bojo zavedno spominjali. Potem sem jih jaz fotografirala in naložila k nam v Teamse, tako da imajo to zavedno za spomin. Vse te naloge, vse te stvari so potem našle pot tudi v knjigi Naj, ki smo jo napisali skupaj z otroško psihoterapevtko Anjo Kurent. Tam je tudi recimo veliko teh nalog, ki sem jih jaz uporabila pri pouku. Ne vem, kako krotiti jezo, kako se znebiti mogoče treme, kako poiskati svojo supermoč, kako se umiriti. Tako da to so res take fajne stvari, ki jih lahko z učenci delamo v šoli. Zdaj pa, kako se mi učimo, na kakšen način. Jaz zelo, zelo podpiram to, da smo veliko zunaj. In to je ena taka praksa, ki se mi je v letih izkazala za nekaj zelo, zelo učinkovitega. Mi gremo vsak dan, ampak res skoraj vsak dan, če res ne padajo špičaste prekle z neba,
gremo ven in gremo teč, tečemo približno 6 minut. To je ravno toliko, da učenci še vedno radi gredo teč, da jim ni preveč. Potem se gremo še kakšne igre, malo se pogovorimo, včasih ostanemo zunaj in tam naprej obravnavamo snov, včasih se vrnemo v razrede. Mogoče mi kdaj kdo potem reče, ampak potem pa veliko zamudite pri pouku. Ampak jaz pa potem odgovorim nazaj, da mogoče je res, da se zdi neko, ker zdaj smo pa 20 minut ali pa pol ure nekam zapravili. Ampak če pa pomislite, kaj je bolj efektivno, da otroci sedijo v razredu in so že utrujeni in ne gre več nič v glavo, ali je bolje, da gredo malo ven, se malo natečejo, nadihajo svežega zraka, razveselijo, igre se gremo. In potem, ko se vrnejo v razred, so oni s čisto novimi glavami, z eno tako novo energijo, svežimi idejami, kar je res, delo je potem čisto drugačno v razredu. Zato res svetujem učiteljem, da to uporabijo, ker tudi če si mi predstavljamo, da sedimo za mizo 2 uri ali pa 3 ure, da smo že utrujeni, da veliko bolje delamo, če vmes naredimo še kaj sprostilnega. Tako da ja, velikokrat smo zunaj. Kar pa se tiče dela v razredu, imam pa jaz tudi nekak tak pregovor, nek rek, da če se učenec v razredu dobro počuti, da bo tudi dobro delal. Kar pomeni, da moji učenci kdaj sedijo na tleh pa delajo, da kdaj sedijo tudi na mizah, da stojijo, da skupine prehajajo iz ene na drugo. Včasih pa delamo tudi kaj pod mizami. Zadnjič sem jim recimo pripravila preko neke aplikacije naloge. Učili smo se o vetru in prva naloga njihova je bila, v bistvu sem najprej zgodbico napisala, da se zunaj bliža tornado in da se bodo rešili samo tako, da skupaj neki razmislijo, kako se bodo rešili in da najprej se morajo skriti pod mizami, da potem jih bo pa pot vodila naprej, da bojo pod mizami lahko razmišljali, da jih tisti tornado ne bo ven kam odnesel. No, potem so se vsi stlačili skupaj pod mize, tam so se recimo potem morali fotografirati, kako se upirajo vetru. No, potem so bile pa recimo težje naloge, kjer so raziskovali, zakaj sploh veter nastane, kaj je sploh veter, mogoče kako ga lahko koristimo ali pa kako nam lahko škoduje. Tako da so celo uro delali pod mizami, ampak je bila ura res zelo, zelo zanimiva. Tako da jaz verjamem, da taka dobra motivacija, uvodna motivacija lahko naredi ene take čudeže in da v bistvu otroke lahko navdušimo za kakršnokoli snov želimo, če se jo le lotimo z enega pravega vidika. Mi smo recimo, lansko leto sem jim prinesla vrečke za smeti, imeli smo 3 ekipe in vsaka ekipa je morala sestaviti neko modno kreacijo iz teh vrečk. Te ekipe so bile res zelo kreativne, uporabljali so še neke trakove, iz teh vrečk so si naredili celo špange, frizure. V glavnem potem smo pa razred zatemnili, jaz sem modno pisto projicirala, še neko glasbo tako sem predvajala, za katero sem si predstavljala, da je na modnih revijah, in potem so se te manekeni sprehodili po razredu, mi smo jih občudovali. No, na koncu smo pa opisali, kakšni so bili ti manekeni. Se pravi, so bili, osupljivi, samozavestni, modni, dramatični, veseli. Ali pa kakšna je bila modna revija, čudežna, neverjetna. No, na koncu smo ugotovili, da smo mi pisali pridevnike. Tako da smo se v bistvu na tak način učili o pridevnikih. In jaz verjamem, da se jih bodo učenci zapomnili, ker smo na tak način prišli do njih. Lansko leto so vsi moji učenci gledali Masterchefa, tako da sem zelo razmišljala, kako naj Masterchefa recimo uvedem v moj pouk. Prinesla sem jim predpasnike, napisala sem, da imajo nekaj sestavin in te sestavine so bili samostalniki, pa nekaj pridevnikov.
Naša tema so bila čustva in njihova naloga je bila, da napišejo neko besedilo o čustvih, kjer bodo uporabili, ne vem, vsaj 15 samostalnikov, vsaj 17 pridevnikov. Oni so potem skupaj skuhali ta spis, ne? Potem smo si pa izmenjali, preizkusili, ne, to jed, ki so jo oni skuhali, in glasovali, katera je bila potem najboljša. Jaz sem takrat potem, ker sem zaradi njih tudi jaz gledala potem Masterchefa, malo oponašala tudi te kuharje, ne, tako da je bila cela ura taka potem smešna in zabavna. Mislim pa, da jim je potem tudi nekaj od tega ostalo. Potem recimo uvodne motivacije so lahko, ne vem, lutke, razne igre, lahko so to neke spletne aplikacije, lahko je to narobe dan. Mi smo imeli prejšnji teden smo bili nadaljavo z učenci in smo se dogovorili, da bomo imeli dan za pravljice, torej dan za knjižne junake. Vsi smo se oblekli v neke knjižne junake, potem pa smo ugibali, kdo je kdo. Zdaj, ker moji učenci zelo radi berejo trenutno Pasjega moža, sem se jaz oblekla v Pasjega moža, kar je pri njih povzročilo, tako se mi zdi, da se jim je fajn zdel. Malo manj fajn zdel se je mojemu možu, ki je pač po noč prišel v kuhinjo, pa je videl, da njegovo najljubšo kapo lepim s pasjimi ušesi, ampak nekako je tega že navajen, tako da me je samo čudno pogledal. Tako da ja, ta uvodna motivacija, z neko motivacijo res lahko pri učencih povzročiš to radovednost, ker jo imajo zelo, zelo so radovedni in kadarkoli delamo malo drugače, na malo drugačen način, bodo oni takoj za in bodo z veseljem pristopili k pouku. Ja, na takle način smo recimo spoznavali simetrijo, iskali smo simetrične pa nesimetrične stvari. Jaz sem se oblekla v detektivko. Ta detektivka je povedala, ne, da zdaj iščejo neko žensko, ki je, ne vem, v neki pizzeriji izmaknila pico, in da ta ženska, da eno značilnost ima in sicer to, da ima zelo rada simetrijo. In potem smo risali, kakšen plašč bi lahko ta ženska recimo nosila, če ima tako rada simetrijo, kakšno torbico bi imela, kakšne očale bi imela. In učenci so potem v zvezke risali pač te simetrične predmete in odkrivali, kdo bi ta ženska bila. No, na koncu sem jim pokazala še to mojo sliko, ne, kjer sem z aplikacijo razpolovila svoj obraz, da je bil simetričen. Potem so seveda ugotovili, da sem to jaz, ne, ampak sem se potem nekako v zgodbi nadaljevala, da se res pici tisti nisem mogla upreti, no, in tako da smo se nasmejali. Na koncu so pa še oni z aplikacijo poskušali pogledati, kakšen bi bil njihov obraz, če bi bil simetričen. Tako da ne, lahko prideš v razred pa samo razlagaš o simetriji, lahko pa to narediš malo drugače in jaz verjamem, da si učenci na tak način snov res malo bolj zapomnijo. Domače branje, ja, kadarkoli mene učenci sprašujejo, odkje mi kakšne ideje, odkje imam kakšne zamisli in povem, da je to zato, ker ko sem bila stara toliko kot so zdaj oni, sem zelo, zelo rada brala in jaz sem res takrat prebrala, ne vem, po moje pol mladinske knjižnice, če ne celo. No, in res si želim, da bi tudi oni našli to ljubezen v knjigah. In zato, kadarkoli imamo kakšen opravek s knjigami, želim, da je to na en tak prijeten način, da se imamo lepo skupaj, da je njim fajn, ne, kadar počnemo takšne stvari. Tako da prvo leto, ko sem učila v 5. razredu, ko smo obravnavali domače branje, smo delali obnovitvenike. To pomeni, da smo se oblekli v kakšne junake iz tistih knjig, ki so jih prebrali in potem posneli zgodbo iz knjige, en delček. To pomeni, da smo po šoli skakali kot Harry Potterji in takšne stvari. Ampak spomnim se, kako smo to lansko leto snemali, ravno ko je bila ta korona in vse. Ampak mi smo se popoldne dobili, bili smo zunaj na svežem zraku. Se mi zdi, da je ves svet samo v tej koroni govoril, mi smo pa tisto popoldne imeli tako krasno, da je bil to en od mojih najlepših učiteljskih dni.
Ko smo se pred šolo dobili, smo snemali, kako, ne vem, Zlatolaska tam poje, vrže svojo kito dol, princ jo je nekaj reševal, a ne, tako odlomke iz knjig, Harry Potter je tam skakal okoli, imeli smo obutega mačka. Na koncu smo se pa še usedli na stopnice in naročili pico in tisto pico jedli in prav vem, kako je bilo, vse je bilo okoli nas tak kaos, mi smo pa sedeli tam pa jedli pico in je bil res en tak čudovit trenutek. Ja, tole recimo ko smo pa obravnavali te knjige Košarkar naj bo, Ranta vrača, Udarec, 3 knjige so v glavnem, sem pa učence razdelila na skupine, glede na to, katero knjigo so prebrali in potem so morale skupine pripraviti naloge za druge skupine. Rekla sem, da lahko pripravijo karkoli. Ker so otroci vedeli, da bomo počeli nekaj zanimivega, so čisto vsi prebrali knjige, komaj so čakali, da bo prišel ta dan, ko bomo mi počeli nekaj takšnega. In res so se z vsem srcem lotili teh nalog. In bili so tako zelo izvirni, da so še mene presenetili. V glavnem narisali so kolo, potem si mogel zamižati, se zavrteti 3-krat okoli svoje osi in kolo prilepiti na os. Najdli so en zvonček in ker je bila v knjigi neka hiša, kjer si na zvonec pozvonil, so tudi v razredu pripravili nek zvonček in so povedali, da če bomo te pozvonili in si nekaj zaželeli, da se nam bo želja izpolnila. Pripravili so poligon iz klopi in stolov in smo potem plezali pod stoli in pod mizami. Ena skupina je pripravila prvo pomoč, ker so si pač zamislili, da je ta Ranta padel iz kolesa. Pri gospodinjstvu smo se tiste dni ravno učili o prvi pomoči in so prikazali, kako bi ga v bistvu rešili. Kako poklicali rešilce, kako bi ga, ne vem, položili na bok in tako dalje. Tako da so bili res zelo izvirni. Lansko leto smo pa brali Čudo. V bistvu so oni brali tiste 3 knjige, ki so po Čudu. In smo tudi posneli filmček. Zelo veliko smo se pogovarjali, ker pri Čudu mi je bil res zelo všeč, ker so knjige, naslednje 3 knjige nadaljevanja, jih piše kot vsako knjigo ena druga oseba iz svojega zornega kota, kako vidi tisto glavno zgodbo. In učenci, ki so brali to knjigo, so zagovarjali to osebo, učenci, ki so eno drugo, so zagovarjali tisto osebo in smo videli, kako lahko res učenci čisto drugače vidijo nek dogodek, nek isti dogodek in ga doživijo tudi čisto drugače. Tako da res knjig se mi zdi, da je res treba z učenci da jim je treba vzbuditi to strast in to na tak način se pa mogoče komu pa le približaš. Zelo fini so mi tudi tisti dnevi, kjer učenec postane učitelj. To je tudi ena praksa, ki jo zelo rada uporabljam, ker učenci znajo zelo presenetiti. Meni so to nekaj let nazaj rekli, da si zelo želijo, da bi pa en dan imeli, da bi bili oni učitelji. In sem si mislila, ja, ok, bom pa jaz enkrat malo klepetala med poukom, pa ne vem, si po nosu vrtala vmes, ko bojo oni predavali, ampak da bojo malo videli, kako se ta učitelj počuti. Ampak so res pripravili toliko zanimive stvari, da niti nisem imela časa, ker sem mogla biti tukaj aktivna. Recimo pri telovadbi so me dali pri nogometu seveda za glavno strelko, to pomeni, da sem komaj preživela tisto uro, ampak smo se imeli tako zelo lepo, oni so pa tudi videli, da je še nekaj življenja v mojih v športnem delu mene, tako da so mi potem tudi rekli, da se lahko pridružim njihovi ekipi. Ampak v glavnem priprave so tudi recimo, ne vem, ena učenka je prišla s saksofonom, ga predstavila, jih naučila neke lestvice. Ena je pripravila cel test za matematiko, mogoče še težji, kot bi ga jaz sestavila. Zdaj recimo v naslednjem tednu bomo mi spoznavali Slovenijo in bodo tudi učenci, tisti, ki bodo postali učitelji in bodo oni meni predstavili en del Slovenije. To je malo po principu storyline, ki ga tudi zelo rada uporabljam pri pouku. Da v bistvu zaviješ poučevanje v neko tako zgodbo. Recimo, mi smo zdaj alpski svet spoznavali tako, da so učenci ustanovili turistične agencije,
ki jih bomo zdaj v tem tednu obiskali. To pomeni, da so morali zelo raziskati alpski svet, pogledati, kakšno podnebje je tam, kaj vse se tam dogaja, da bodo potem znali pač mi svetovati kot turistki, ki jih bo prišla obiskati. No, naslednji del Slovenije bomo pa spoznavali tako, da bodo oni učitelji in bodo oni predavali o tem. Tako da to so ene takšne stvari, ki v učencih res vzbudijo kreativnost, inovativnost. Mislim, da je to zelo pomembno, da učitelj uporablja pri pouku, zato ker v bistvu se učenci zdaj učijo za neke take poklice, ki ta trenutek sploh še ne obstajajo. In mislim, da morajo razvijati te veščine, ki jih bodo najbrž nekoč potrebovali. In to je, da znajo sodelovati med sabo, da se znajo prilagajati drug drugemu, da se znajo poslušati in da mogoče znajo razumeti nekoga tudi, če razmišlja malo drugače kot oni. Tako da to skupinsko delo se mi zdi, da res pokrije vse te stvari in izobraževalni del šole in ta drugi del, v bistvu vzgojni del, ne. Tako da je fino, da ga čim več uporabljamo pri pouku. Malo se bom dotaknila še digitalne šole. Vemo, da se pač, ne vem, aplikacije in vse te naprave tudi zdaj dotikajo našega pouka, tudi šole. Jaz sem lansko šolsko leto enkrat objavila na nekem socialnem omrežju, da smo pri pouku igrali Minecraft. In na to sem dobila zelo različne odzive. Eni so bili zelo pozitivni in se jim je zdelo fino, da smo to počeli, medtem ko kakšni drugi so mi napisali, da zakaj nismo raje tisti trenutek počeli kaj bolj pametnega, recimo se igrali ali šli ven na sprehod, ne vem, karkoli. No, en učitelj mi je takrat dejal, me malo potolažil, da v bistvu je s tehnologijo v današnjih časih tako, kot je bilo verjetno nekoč z branjem, da si lahko predstavljamo, kako je kdo rekel, ne, zakaj bereš, pojdi raje na polje, na njivo, bo več koristi od tebe. No, jaz pa mislim, da tehnologija v rokah enega dobrega učitelja lahko v razredu res veliko doprinese. Zdaj vsi vemo, da smo se v zadnjih letih učitelji zelo opolnomočili na tem področju, ampak še vedno jo uporabljamo malo več takrat, ko smo na daljavo in malo manj takrat, ko smo v razredu. Jaz sem to poučevanje na daljavo sprejela kot nekakšen takšen izziv in za učence posnela en kup videov. Takrat sem si kar sama že vse rekla, da sem igralska zvezda, ne? Hetam se, ampak se mi zdi, da sem res veliko energije v to vložila, da bi jih navdušila, motivirala, ker takrat so to res potrebovali. Tisti čas sem jih vprašala, kakšen se njim zdi idealen učitelj, kaj bi oni rekli, kdo je tisti, ki je res, če bi lahko zbrali idealnega učitelja, kakšen bi bil. In oni so odgovarjali, da bi ta učitelj bil tak fair do vseh, potrpežljiv, da bi se znal malo pohecati, pa da bi res vse sprejemal enako. To se jim je njim zdelo, da je pač popoln učitelj in jaz sem se res tega poskušala držati. Tako da tudi te videe, ki sem jim snemala, sem jim hotela narediti mičken bolj zabavne, malo take, da si bojo mogoče hitreje zapomnili na kakšen drug način. In vam bom zdaj pokazala en filmček, ki sem ga posnela takrat na daljavo. Marička, kaj pa ti tukaj delaš? Ja. Saj si rekla, da boš čas nekaj naokoli, pa da boš enkrat srečala samo sebe. Evo me! A si prišla iz prihodnosti? Iz prihodnosti, ja. Ti pa imaš domišljijo. No, dobro. Ko si že glih tukaj, a mi daš mucko za tiškat, prosim. Mucko? Ja, seveda. A, fuj! Ja kaj? Vse to je muca, a ni? Jaz ne vem, kako muco si ti mislila.
A s tem ne se tiškam? Ti pa tudi ne veš, kaj bi rada, no? Besede imajo lahko več pomenov ali le enega. V Nininem primeru je muca lahko plišasta igrača, lahko pa je muca iz nosa. Lahko pa bi ta druga Nina celo prinesla čisto pravo mucko. Najbrž bi jo lažje crkljala kot muco iz nosu, kaj ne? Beseda z enim pomenom pa je na primer pujs. Tale je moj sosed, a ni car? Ti, kako ti gre pa v prihodnosti kaj matematika? Ja, no, tako. A si pisala šus? Nikakor, ne. Res ne? Seveda ne, šus pa ne. Pisala sem cvek. Besedi, ki imata enak ali podoben pomen, sta sopomenki. Šus, enka, cvek, negativna ocena. To so sopomenke. Teh besed nimamo najraje, ha? Protipomenka o oceni 1 pa bi bila lahko ocena 5. Ta nam je pa že bolj všeč, kaj ne? Ej, a bi mi zdaj prinesla eno živalco, prosim? Ja, bom. Komaj čakam, da to živalco potiškam in jo objamem in stisnem in... Hrošča. Prinesla si mi hrošča. A hrošč slučajno ni živalca? Krasno. Beseda, ki ima širši pomen, recimo živali, je nadpomenka. Beseda, ki ima ožji pomen, pa je podpomenka, na primer hrošč. Ok, no dober. A bi mi zdaj prosim dala malo miru? Imam še delo. A res moram že iti? Kaj pa, če ti prinesem tistega mačka za tiškat? A res? Evo, tu je tvoj maček za tiškanje. Ja, torej, nadaljavo smo mi počeli vse sorte reči, recimo isto smo uporabljali storyline, jaz sem za njih izdelovala sobe pobega, igrali smo se ogromno igric, šli smo se projekt kontradebate, v glavnem vse to, kar uporabljam tudi v razredu. No, enega dne smo pa recimo sem pa tudi uporabila eno igrico, ki so se jo oni zelo radi igrali. Ves čas so mi govorili, da radi igrajo Among Us. In ker jaz ponavadi, kadar mi učenci razlagajo, da kaj radi počnejo, da jih kaj zelo zanima, hočem to tudi raziskati. Ker se mi zdi, da to lahko potem uporabim za pouk, to je prva stvar, druga stvar je pa zato, ker se mi zdi, da je zelo, zelo fino, če poznam tiste stvari, ki njih navdušujejo, ki njih zanimajo, ker se mi zdi, da sem na tak način tudi njim bliže. Zato tudi, zaradi njih sem se tudi recimo naložila TikTok, ker sem vedela, da ga otroci radi spremljajo, da ga veliko uporabljajo, da so veliko na TikToku in nekako se mi zdi, da če ga jaz sama ne bi uporabljala, da tudi ne bi vedela, o čem oni govorijo. Tako da zdaj se lahko zelo, zelo veliko z njimi pogovarjamo o TikToku, o življenju na spletu, o varnosti na spletu, ker tudi sama poznam te stvari. Recimo, enkrat se spomnim, da sem prišla v razred in so dekleta plesala en mal tak ples, ki je bil na TikToku zelo popularen, ampak je bil kar mal tak, ne vem, kako se ne izrazim, v glavnem, mogoče malo za starejše ljudi. In sem tako rekla, da to se pa v šoli ne bomo šli in so bili čisto začudeni, ker sem sploh vedela, kaj počnejo. In smo se potem tudi o tem veliko pogovarjali, kaj je primerno, kaj ni primerno, kaj vse vidijo na spletu. Tako da, če spremljaš, kar imajo oni radi, potem imaš lahko neko mnenje, lahko jim pomagaš, lahko jih usmerjaš. Če si pa rečeš, ne vem, joj, to pa ni zame, to pa mene res ne zanima, potem pa mogoče veliko, veliko stvari zamudiš.
No, lansko leto so mi potem nadaljavo ves čas govorili, da oni radi igrajo igrico Among Us, zato sem si jo tudi jaz sama naložila in preigrala. In tiste dni sem kar veliko bila potem na telefonu, da sem jo osvojila. Mi smo se potem dobili in to igrico skupaj odigrali. No, jaz sem pa potem razmišljala, kako naj to uvedem v pouk. In tudi sem. Tako da smo nadaljavo, recimo en dan, vem, da smo se učili o prehrani in vsak učenec je moral poiskati neko dejstvo o prehrani, neko zanimivost, kar mogoče še ne vemo. Vmes sem pa jaz enemu učencu, en učenec je bil pa kakor impostor, tako kot je bil v tej igrici nek impostor, je pa ta učenec imel pa neko novico, ki pa ni bila prava. In so morali odkriti, kdo je zdaj med njimi ta učenec. Tako da na tak način recimo smo se šli nadaljavo. V razredu sem pa potem tudi letos, smo se tudi igrali to igro. Igrali smo se pa tako, da sem po celem razredu skrila neke račune. Učenci so te račune morali iskati, vmes so bili pa te impostori, tako kot so bili v tej igrici, ki so jim onemogočili delo. Onemogočili so jim ga pa tako, da so jim požmrknili. In torej, če ti je nekdo požmrknil, si se mogel usesti in je bilo konec točk zate. Zmagal pa tisti, ki je našel največ računov, pa jih tudi največ izračunal. Tako da, pač lahko potem, če poznaš te njihove stvari, jim lahko tudi pouk približaš, tako da je njim bližje, da se imajo oni mogoče malo bolj fino in da res radi pridejo. In tudi zdaj me ves čas sprašujejo, kdaj se bomo še šli Among Us v razredu, kaj bomo še kaj delali na to temo. No, kar se tiče še tehnologije, da malo nadaljujem, recimo čist primer, kako smo mi spoznavali Rimljane. Najprej smo se zdobili pred šolo smo naredili en tak krog in naša naloga je bila, da zavrtimo časovni stroj. Časovni stroj pa smo zavrteli tako, da smo tekli in smo potem tekli par krogov, potem smo se pa ustavili, pa smo si dali petke, nekaj smo se objemali in potem smo zaprli oči. In ko smo oči odprli, smo se znašli v srednjem veku. Ne v srednjem veku, v času Rimljanov. In jaz sem jih potem vodila in smo se šli vizualizacijo, recimo rekla sem, no, zdaj imamo pa tukaj Julija Cezarja, zdaj ga pa vsi pozdravimo, Zave Cezar, in so ga vsi pozdravili. Potem smo imeli gladiatorje, ki so se med seboj, so imeli potem neke bitke, še celo leve smo imeli, tisti so se sicer sami spomnili, ampak ja. No, potem smo se pa vrnili k pouku. In učenci so v našo aplikacijo na Teamsih napisali ključne besede, tisto, kar želijo vedeti še, oziroma tisto, kar že vedo o Rimljanih. Malo smo se o tem pogovorili. Na to pa so napisali, kaj še želijo vedeti o Rimljanih, kaj še želijo raziskati. In recimo napisali so, da jih zanima, kako je z ženskami v tistem času, ali pa kako je z arhitekturo, kako je z, ne vem, z vojsko. In potem so se glede na te svoje lastne interese razdelili v skupine. To pomeni, da so raziskovali točno tisto, kar so oni želeli. Ena skupina raziskovala o ženskah, eni o arhitekturi in tako dalje. Raziskovali so sami, šli so v knjižnico po knjige, lahko so uporabljali spletne pripomočke. Takrat smo celo še malo nadlegovali našo ravnateljico, ki pa je zgodovinarka in zelo veliko, res veliko ima znanja, veliko ve o teh stvareh. Smo jo povabili, da nam razjasni par stvari, ki pač jih mi nismo poznali. In ta ura je bila tudi učencem fina, ker so lahko še veliko stvari spraševali. No, in oni so potem raziskovali sami in pripravili so res čudovite stvari. Pripravili so PowerPointe o Rimljanih, pripravili so igre vlog, kjer so se, ne vem, gladiatorji borili, pripravili so lutke, dekleta so prišla oblečena v toge in so prikazale položaje žensk in tako dalje. Ja, pa iz gline vem, da so izdelali amfiteatre in take stvari.
Tako da smo res imeli eno tako čudovito igro, tudi s pomočjo tehnologije. No, naslednjo uro smo pa naslednjo enoto smo imeli pa potem srednji vek, sem jim pa v bistvu pripravila tako, da sem že naložila na splet nekaj vprašanj in video naredila o srednjem veku. Učenci so si ogledali tisti video, so potem odgovarjali na vprašanja in prišli v šolo že pripravljeni. Ker so si ogledali moj video, so zelo veliko že vedeli o srednjem veku. Mi smo potem obravnavo srednjega veka ponovili zelo podobno kot pri Rimljanih, se pravi, spet so raziskovali tisto, kar so si oni želeli. No, potem smo si šli še ogledati nek grad oziroma ruševine gradu, ki so bile tam v bližini. Na koncu pa smo še v Minecraftu zgradili čisto svoj grad. Vsi smo se dobili v istem prostoru, potem smo tisti grad gradili in tisti dan je bil za učence najboljši dan, a ne, še danes tako rečejo, ker so lahko pri pouku igrali Minecraft. Veliko učiteljev se tega kar malo straši, ker ne znajo. Jaz sem se ga glih toliko naučila, da sem vedela, zakaj se gre, ampak ker so učenci taki pač profesori glede tega, so me oni takrat učili, oni so mi velikrat pokazali, kaj zdaj moram narediti, kaj pritisniti, da bomo vsi skupaj lahko prišli v prostor. Tako da tudi, če se kdaj to bojite, res preizkusite, je vredno, ker tam na Minecraftu je res veliko takih poučnih vsebin in res pašejo pouk in tudi za učence je to fino. Seveda mora biti ta tehnologija odmerjena in s cilji nekimi osmišljenimi, ne. Tako da jaz mislim, da čeprav smo igrali Minecraft, da smo počeli nekaj pametnega, ne. Tako da zdi se mi res, če učitelj posluša učence, če jih upošteva, če sliši, kaj mu hočejo povedati, da se v razredu res lahko dogajajo čudeži in da v učencih potem zvabi tisto kreativnost, inovativnost, neke stvari, ki jih imajo v sebi in samo čakajo, da pridejo na plan. Tako da jaz vam bom pokazala samo še svoj zadnji filmček, ki pa govori o učiteljih in sicer kaj vse učitelji smo, da učitelj ni samo učitelj. A teacher is not just a teacher. A teacher is so much more. A teacher goes an extra mile for the little people to grow. A teacher is sometimes a cleaner, an athlete, a singer, a clown, a good motivator, an administrator, sometimes even a king or queen with a crown. A doctor or a judge instead. A teacher is sometimes a mom or a dad. A psychologist, a zoologist, biologist, and all kinds of ists. It's a perfect match when the teacher is an optimist. Teacher is never just a teacher. There is so much more to this profession. A teacher is a real teacher when working with heart and passion. Druga šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Evo, pa smo nazaj. Najprej hvala za vašo potrpežljivost. Mogoče se vam je zdelo, da samo pri vas se posnetek zatika, ampak vam moram povedati, da se je tudi pri nas posnetek zatikal. Tako da ga bomo še enkrat naložili na Facebook in v YouTube, da si ga boste lahko nemoteno pogledali. Nimamo blage veze zakaj, mogoče ne, malo smo vmes razmišljali, se nam je zdelo, da je nekdo vdrl v naš profil, malo smo videli čudaške, indijske, bangladeške napise, ki so vas vabili. To verjamemo, da zdaj že veste, da tja se ne klika, kaj ne.
Kakorkoli vidite, da Maja je že pripravljena, da bo postavljala vprašanja, Nina je v zakulisju, tudi čaka na to, ampak ne bomo še šli tja, dokler mi ne dovolite, da se zahvalim osnovni šoli Dutovlje, osnovni šoli Deskle, osnovni šoli Sečovlje, osnovni šoli Mengeš in Polhov Gradec, pa srednji šoli Slovenska Bistrica in Biotehniškem izobraževalnemu centru Ljubljana, prav tako osnovni šoli Frana Albrehta, Kamnik, vrtcu Vrhnika, vrtcu Zarje Celja, vrtcu Korirček Logatec in občini Logatec, pa seveda Nova Laku iz Medisa, Zavarovalnici Triglav in Telekomu Slovenije, ker so nam pomagali privabiti vas, posneti Nino in še ostalih 9 predavanj. 5 smo si jih že pogledali, 5 si jih še bomo, čez mesec dni se dobimo že na Primorskem maratonu, tako da še lep čas bomo skupaj. Vi pa le v zameno vzamite svoj pametni telefon in pišite SMS na 1919 s ključno besedo PS05. Sicer lahko dedek Mraz res dobi rožnato brado. Tega pa nočete, kaj ne? Tako, jaz predlagam, da Maja vpraša tudi Nino, kako bi ona spodbudila ljudi, da bi resnično donirali, kajti zdi se mi, da donacije niso sorazmerne za številom naših gledalcev. Sicer pa se poslavljam in vam želim prijeten pogovor. Hvala, Nastja. Tako, jaz pa pozdravljam Nino. Živjo, Nina. Živa! Tole predavanje je bilo res super, ogromno nekih praktičnih, konkretnih stvari smo slišali. Veliko je bilo pohval v komentarjih, verjetno ste videli, sproti vam je metal zraven komentarja. Zdaj se lahko kar tikava. Aha, ok, prav, odlično. Poleg seveda vseh pohval, pa tudi ogromno nekih vprašanj, tako da jaz predlagam, da se kar lotva. Za začetek mogoče tako uvodno, da je eden izmed gledalcev je izpostavil, da mnogi pravijo, da so učitelji glede na svoj način poučevanja mešanica učiteljev, ki so nas učili, a ne? Ali se pri svojem delu večkrat zalotite, da kdaj reagirate, kot so reagirali vaši učitelji? Ne vem, sem razmišljala malo o tem vprašanju, ja. Jaz sem bila taka pridna učenka bolj, no. In sem vedno zelo rada hodila v šolo. Nisem zdaj neki ful blestela, nekakšno povprečje, ampak sem zelo rada hodila v šolo in tudi učitelje sem imela, vse svoje učitelje rada. Res sploh se ne spomnim, da bi se mi kdo kdaj zameril ali pa da mi, ne vem, se mi zdi, da sem imela z vsemi lep odnos. Tako, če bi pa res enega učitelja mogla izpostaviti, je bila pa v bistvu to moja mentorica, ko sem bila jaz v 4. letniku na faksu, ker sicer mene je bilo ves faks strah, a sem si izbrala ta prav študij, a sem si izbrala pravo pot na poklic. Nisem ena tistih tipičnih učiteljic, ki se mi zdi, da že od majhnega vedo, da bojo učiteljice. In ko sem pa jaz v 4. letniku prišla k tej učiteljici, k Mileni Rot na prakso, je bila pa ona tako topla do mene, tukaj je bila vesela, da sem jaz tam vsako stvar, ki sem jo naredila, je pohvalila, je bila navdušena in takrat sem res potem začutila, da sem doma, no, v razredu in se mi zdi, da mi je res odprla eno tako pot učiteljsko. Super, mislim, zbrali ste pravi poklic, glede na vse, kar ste dosegli do sedaj, ne? Tikama sem, pardon. Ja. Zdaj pa mogoče na tole, govorili ste o tej uvodni motivaciji, se pravi, kako na začetku šolskega leta postaviti neke dobre temelje za motivacijo. Kaj pa se naredi recimo v primeru, ko eden izmed učencev pri kakšni dejavnosti recimo ne želi sodelovati, a ne? Kako pol odreagirate? Ja, učenci so si različni, ampak se mi zdi, da če najdeš eno tako ta pravo motivacijo, da so skoraj v večini skoraj vsi za. Zdaj brala sem tukaj vprašanja, kaj naredim s hiperaktivnimi otroki, pa pač z nemirnimi otroki. To je tista praksa, ki sem jo že prej omenjala. Mene res se mi zdi, da je zlata vredna ta praksa, da otroke peljem ven.
Recimo, imela sem enega otroka, ki je res, ko bi imel mravlje v rit, ne rečemo. Ves čas je bil nemiren, zelo težko se je zbral in on je res rabo to, da gremo mi vsak dan ven teč. In potem je šel ven in naredil 100 krogov in se vrnil noter čist prerojen, čist drug človek. In se potem res lahko umiril in delal naprej. Potem iščem, ne vem, različne stvari, ali vmes malo prekinemo, pa malo plešemo, ali pa se gremo kakšno igro, če vidim, kdo to rab. Imela sem tudi že recimo učenca, s katerim sva imela en čistih dogovor, da če čuti, da je napet, da rab neko sprostitev, da imela sva en znak in on je potem mi to pokazal in je šel ven na hodnik in se sprehodil po šoli gor po stopnicah pa nazaj dol, prišel v razred in se je počutil boljš. In tega nikoli ni izrabil, kar mi je bilo res fajn, no. Prinesla sem jim tudi že žoge recimo v razred, da so sedeli na njih ali pa tiste za stiskati, te žogice pa takšne stvari. Pač je pa to tako, ne, en teden bo nekaj v redu, drug teden bo treba že kaj novega najti, a ne. Ja, če pa kakšen učenec recimo res ne želi delati v skupini ali bi kako drugače, včasih tudi jaz ta čas kdaj izrabim, da s kakšnim učencem potem delam individualno, včasih tudi kakšen učenec dela sam. Imela sem že učenca, ki res ni želel delati v skupini, tako da je včasih pač sam pripravljal stvari, včasih sem ga vseeno malo spodbudila, da se je le pridružil, ker se mi zdi, da vseeno rabijo malo tudi te skupinske dinamike. Tako da, tako, malo po občutku, ne, delaš potem z njimi. Pa potem pouk po tem uvodnem delu vseeno poteka tradicionalno oziroma frontalno, ali gre, torej pač, a te igre uporabljate zgolj kot to uvodno motivacijo in potem kasneje pouk poteka, se pravi tradicionalno, ali kako? Zdaj, meni se zdi, da v razredu najbolj zažge to, da uporabljaš čim več različnih stvari. Enkrat bo to, da bojo učenci sami raziskovali, pa sami res iskali podatke v knjigah, na spletu, od odraslih, kakorkoli. Enkrat jim bo boljše to, da bojo mene poslušali, pa jim bom jaz kaj pripovedovala ali brala. Enkrat bojo nekaj spoznavali skozi igro, tudi, seveda imam tudi kdaj frontalni pouk, mislim, imamo tudi frontalni pouk, seveda, tako da se mi zdi, da je najbolj fajn, da čim več različnih dejavnosti uporabiš, ker tako tudi dosežeš največ učencev, ne. Čim bolj dinamično pa odvisno od situacije, seveda. Tako. Kaj pa mogoče eno bolj konkretno vprašanje, kar se tiče ocenjevanja. Enega izmed gledalcev zanima, ali kdaj v ocenjevanje znanja učencev vključite tudi ostale učence? Ne vem sicer, kako je tole mišljeno, sem pa brala. Učenci, verjetno mišljeno v smislu, da učenci ocenjujejo drug drugega. Ne, to v bistvu, ja, no. V bistvu to, da se mi ocenjujemo drug drugega, velikokrat uporabim, oziroma ocenjujemo, dajemo neke konstruktivne kritike, to jih ves čas učim. Recimo, če mora skupina pripraviti nek plakat ali pa posameznik, če mora pripraviti plakat, bomo mi na koncu kot razred povedali, kaj nam je bilo res všeč, kaj je res izstopalo in potem mogoče še možne izboljšave. Jaz jih učim že od prvega dne, da moramo pač biti pozitivno naravnani, da moramo biti prijazni drug drugega, tako da učenci tukaj res, ne vem, nimam glih slabih izkušenj, da bi bili nesramni ali pa da bi koga hoteli tako zatučkati po domače, ne. Bojo prej pohvalili to njihovo delo. Čeprav potem, ko večkrat kaj delaš, pa že opazijo, recimo, če imaš res točno določene kriterije, kaj je treba narediti. Ne vem, recimo zdaj smo imeli opis kraja in smo bili dogovorjeni, da mora biti vsebina bogata, da morajo biti podatki preverjeni, da morajo znati na pamet govoriti, ne vem. In so šli potem že sami čez te kriterije. Aha, to je učenec upošteval, tukajle pa mogoče še malo mu je manjkalo do tega, ne. Tako da potem res že sami vejo, kateri so tisti cilji, ki jih morajo doseči in jih tako še lažje uresničijo. Super. Kaj pa pol uporabljate recimo od učnega gradiva? A so to učbeniki, zvezki ali uporabljate tudi delovne zvezke? To je bilo eno dosti specifično vprašanje in je prav, da ga razdelamo.
Pri slovenščini pa pri matematiki imamo delovne zvezke, ker se mi to zdi super, ker recimo za matematiko res rabijo otroci veliko vaje in tukaj delovni zvezki res pridajo prav, ker če ne bi bilo pa tukaj več tiskanja, ne, sej prepisujemo, ampak včasih res rabijo samo tisti drill zapisati in tako naprej. Isto pri slovenščini kakšne vaje, pri drugih predmetih, kot so naravoslovje, družba in te stvari, pa smo čisto brez delovnih zvezkov. Zato, ker mi je boljše, da tisti čas porabimo ravno zato, da recimo sami kaj raziskujejo, sami delajo. Učbenik je potem preveč nekako usmerjen in velikokrat učitelja potem potegne, da se samo tistega učbenika oziroma delovnega zvezka drži. Pri teh predmetih sem jaz res ugotovila, da ga ne želim imeti zraven, ker se mi zdi, da nam to da neko širino potem, no. Ena izmed super iger se mi zdi tudi, ko ste jo izpostavili to, da menjate vloge, ne, da so učenci učitelji in obratno. Pa je eno izmed gledalk zanimalo, ali imate v bistvu pripravljene specifične vsebine oziroma neke smernice, kako se oni tega lotijo, ali jim date čisto proste roke? Je tista slikca, ki je bila v predavanju, ki je nastala, takrat sem jim dala čisto proste roke, to je bilo ob koncu šolskega leta in so lahko predstavili karkoli so želeli. Recimo zdaj sem se pa lotila, ravno prejšnji mesec smo pa obravnavali Dinarsko-Kraški svet, sem pa rekla, da bojo oni postali učitelji in da bojo oni mogli razložiti tako snov, tako kot bi jo jaz razložila. In smo res na tablo napisali točno, kakšne kriterije morajo izpolniti, kaj morajo oni znati, kaj morajo povedati in so po skupinah potem to pripravili. Ampak res so bili jasni kriteriji, ker pri takih nalogah se mi pa zdi, da je veliko boljše, če daš neke jasne kriterije, ker če ne se malo izgubijo v širini, a ne. Tako da so potem res iskali točno tiste podatke, ki sem je želela, recimo, da bojo mogli predstaviti točno kakšne podnebje v Dinarsko-Kraškem svetu. Dala sem konkretno, da morajo poznati površinske pojave, recimo podzemne pojave. Tako da oni so potem to sami raziskali, tudi mesta že znali na zemljevidu pokazati in ko smo mi potem še to frontalno obravnavali, so res že veliko vedeli. Torej, verjetno ta igra jim je bila zelo zanimiva, sprememba vloge in postaviti se v drugo vlogo in iz druge perspektive to predelati, potem pa enkrat frontalno pa ostane znanje, a ne? Tako. Zdaj, glede na vse te vaše dosežke in ideje, kreativne, vsi predvidevamo, da se zelo veliko pripravljate na učne ure. In ljudi zanima, kako izgledajo te sprotne učne priprave in kako regulirate privatno pa poklicno življenje, ker verjamemo seveda, da vam vzame to veliko časa, ne? Ja, mi ne v bistvu, zato ker jaz sem tako kar na hitro narejena, se mi zdi, in ko dobim neko idejo, ne bom zdaj rabila 3 ure, da bom to pripravila pa naredila, ampak bom kar hitro to naredila, no. So pa to res ene take stvari, ki me zanimajo, ki me veselijo in potem jih ni težko narediti. Ne vem, saj pravim, meni se zdi, da je moja služba ratala kar nekako, ne vem, da se moje življenje in služba tako prepletata, da včasih ne vem, kje se nekaj konča, pa nekaj začne in so cela moja družina je nekako vpeta v to in še sreča, da me prenašajo s tem, a ne. Da zdajle na primer mož deva spat otroke. Tako da ja, sigurno zahteva to nekaj časa, ampak ne vem, pač nekateri imajo kakšne hobije, ali kuhajo, ali hodijo kam na telovadbo, jaz sem pa pač te svoje projekte. Telovadbo sem pa na dom prestavila zdaj. Super. Mogoče potem, kako pa vse te igre z motivacijo strnete v 45 minut, ne? Koliko operativnih ciljev potem takem osvojite? Tako, učni načrt imamo postavljen in cilje, ki jih moramo osvojiti, so tudi zapisani, a ne. In jaz mislim, da velikokrat učiteljev ovirajo ravno pač, da se preveč držimo kakšnih učbenikov in nam potem zmanjka časa za kaj drugega. Jaz mislim, da imamo mi čisto dovolj časa, da to, pač res je, da jaz vedno malo capljam odzadaj, a ne, da me malo čas lovi, ampak do konca šolskega leta vedno vse obravnavamo.
Pač včasih kje združim. Ko smo v družbo obravnavali Rimljane, smo imeli še pri likovnem pouku, pa smo recimo delali takšne stvari, a ne. Ali pa kdaj pri kakšnem predmetu, ne vem, kaj skrajšam, pa potegnem v tisti predmet. Vse potem že malo veš, pa malo selekcijo narediš, kaj je res tisto, kar je zelo nujno, da se otroci naučijo, kaj mogoče lahko mičken daš na stran, a ne. Tako da vse gre. Super. Mogoče nekaj vprašanj na temo vaših sodelavcev na šoli. In sicer, a ste v bistvu edina učiteljica na šoli, ki ima tak način, malo drugačen način poučevanja, ali vas je več in kaj pravijo na to vaši kolegi, a se zgledujejo po vas ali kako? Ne vem, jaz imam res občutek, da vsi učitelji, ne samo moji kolegi, no, so zelo podporni, zmeraj znajo tako pohvaliti, pa tako zelo lepo. Ampak da nasploh, da je res veliko učiteljev zelo kreativnih, kar se je tudi pokazalo zdaj v teh časih. Ne vem, meni se zdi, da najboljša stvar, kar je ta pač korona prinesla, je bilo to, da smo se učitelji tako povezali med sabo, si delili stvari, v bistvu navdihovali drug drugega. Tukaj je enih idej, ki se je recimo v naši skupini na Facebooku, v teh učiteljskih skupinah takrat delilo. Ne vem, če se je kdaj prej toliko, da smo res skupaj stopili, iskali stvari, se povezovali. Tako da jaz mislim, da imamo v Sloveniji ogromno dobrih učiteljev. Ja, se strinjam. In ko si glih omenila korona, a ne, in vse to, da smo se prestavili na splet, ste verjetno takrat začeli več uporabljati nekih interaktivnih aplikacij, a ne? Pa mogoče, če lahko date neke konkretne primere aplikacij, ki jih vi uporabljate, in pač da spodbudijo učenje, a ne? Ker vem, da je bilo dosti vprašanj na to temo. Ja, zdaj, meni je tako pomembno, da res, da moji petošolci ne znajo samo scrollati po TikToku, tako kot sem prej rekla, ne, ampak da v bistvu ugotovijo, da je tehnologija lahko tudi uporabna. Tako da recimo moji petošolci se učijo takih stvari, kot so, ne vem, da znajo poskenirati kodo, da znajo na Teamsih poiskati vse stvari, velikim te nalagam, da znajo na Teamsih nalogo oblikovati. Recimo, da znajo, v Sveju smo naredili naš filmček oziroma naš časopis šolski, smo ga tam noter oblikovali. Potem, da te kvize recimo znajo uporabljati. Actionbound je zelo fajna aplikacija. Kahoot, itak, to že vsi uporabljamo. Potem, da znajo na Minimetru recimo uporabljati, da znajo glasovati. Ne, tako, da petošolci recimo že poznajo kakšne take stvari in jih tudi znajo uporabljati. Je pa tako, kot sem prej tudi že rekla, to je treba pač z nekim ciljem, osmišljeno uporabljati. Ne ker vse povprek, a ne, ampak da je nekaj tam ozadaj, da se naučijo, da vidijo neko dobro uporabo tega. Pa Minecrafta, ne, Minecraft tudi radi igramo, kdaj pa kdaj. Super, se mi zdi, da to vpletate v pouk, ker tehnologija, ne, in da jo date kot neko uporabno vrednost, ker vedno več bo tega in res tako, kot si rekla, da ni samo TikTok in socialno omrežje, a ne. Ja, ker ravno zadnjič mi je en učitelj čistko za intermezzo rekel, da smo, ne, da v Sloveniji še vedno včasih res razmišljamo o tehnologiji, kakor da je pač je odveč, a ne, ampak v bistvu se pa včasih naredi, da slovenski šolarji grejo v tujino, pa imajo premalo znanja za te in zaradi tega ne uspejo. Tako da odmerjeno in z nekimi osmišljenimi cilji, tako. Mislim, tako, pa zdravo, pa z mejami in z neko digitalno pismenostjo bi še jaz dodala mogoče. Zdaj pa mogoče še podate kakšen vir, iz kod črpate ideje, vendarle ste rekli, da seveda pač notranja motivacija, vse to vas motivira, vas vodi, ampak včasih se tudi učitelji znajdejo v nekih črnih meglicah in pač so brez idej in mogoče, če podate neke primere virov, kam se lahko takrat obrnejo učitelji. Ja, mene velikokrat vprašajo, od kje mi te ideje in to.
Jaz res mislim, pač jaz imam zelo rada že od majhnega take čarovniške knjige in magične stvari. Moja najljubša knjiga je bila od Roald Dahla Čarovnica, recimo, Harry Potter itak in takšne stvari vse. In se mi zdi, da to malo spodbuja domišljijo, ne vem, tako občutek imam, no, da je mogoče to. Sicer se mi pa tudi zdi tako zdaj, tudi če sam nimaš veliko idej, zdaj imamo pa res na spletu toliko enih stvari, toliko enih idej, ki jih učitelji med sabo širijo, da če res želiš poiskati, boš najdel. Recimo, ne vem, na začetku, ko je prišel TikTok ven, se me zdela to tako grozna aplikacija, no ne grozna, ampak v bistvu ok za 20 plus, recimo, ne. No, se še zdaj tako mislim, da pač moraš biti dosti star, ampak jaz sem našla tam skupnost učiteljev, krasnih učiteljev, ki delijo tako fajne ideje, da res vsakodnevno lahko najdem kaj uporabnega za pouk. Tako da se mi zdi, da res, če želiš kaj najti, da boš našel, no. Sem pa na začetku omenila tole vašo, ne morem, opravičujem, pač ne morem. Tole vašo spletno stran Ninarije, kaj lahko vse tam učitelji pa vzgojitelji najdejo? Vi objavljate tam vaše ideje in me zanima, če opišete, kako izgleda ta vaša spletna stran. Ja, ta spletna stran je pa res imela otvoritev včeraj, tako da sem rekla, da bom šampanjec odprla včeraj, ampak ga pa nisem, ker sem imela izobraževanje takoj, ko sem objavila. No, v glavnem, res sem razmišljala, kaj naj z vsemi temi idejami, ki so nastale, ker se mi zdi, da so uporabne in tudi jaz že kdaj kakšno pozabim, a ne, pa potem razmišljam, kako sem še takrat tisto nekaj je bilo fajn naredila pa tako. In sem potem malo razmišljala, da bi kakšen učbenik izdala ali pa kaj takega. No, potem pa sta me prijateljici, pač sta mi rekli, da to ne bi bilo v redu za mene, ker pač res skozi nastajajo neke ideje in bi me jezilo, ker to ne bi bilo posodobljeno. In zato mi je Jernej Pangeršič potem na Microsoft dela pač Jernej, ga verjetno vsi učitelji poznajo, mi je postavil spletno stran in potem sem res čez vikend naložila gor skoraj 60 prispevkov, tako da se nalagajo vse te stvari, ki ste jih zdaj v bistvu poslušali, so tudi na tisti strani, če bo kdo iskal kakšno idejo. Stran ni namenjena kakšnemu, ne vem, zaslužku ali pa karkoli, ampak res samo zato, da se širi dobra praksa, ker meni se tako zdi, da če je pri meni v razredu nekaj fajn uspel, pa so se moji otroci imeli fajn, zakaj se ne bi imeli še eni otroci, ne vem, v Portorožu fajn s tako podobno uro. Tako da ste vabljeni, da poiščete kakšno idejo. Super. Evo, pa smo nekako zelo na široko obdelali veliko stvari. Mogoče bi vas še za konec prosila, ne morem. Nisi še tako stara, no. Ja, sem grozen, prav neuljudno je, da ne. Ne, v redu je. Mogoče, če daš eno zaključno misel za vse, ki nas spremljajo, da položiš nekaj na srce vsem učiteljem, vzgojiteljem in pa vsem staršem in vsem drugim, ki nas spremljajo danes. Ok, ne vem, mogoče to, jaz se nekako držim enega reka, da če ne probaš, ne veš. Tako da, ne vem, če vidite kakšno dobro idejo, če vidite kakšno dobro stvar za vas, da jo je pač res treba poizkusiti, ker velikokrat kdo reče, pa saj to ne gre, pa to ne bo šlo v razredu, pa boš videla, to se bo vse sesul, pa bo tako, ampak ko pa ti probaš, pa v bistvu vidiš, da gre, ne. Tako da, če ne probaš, ne veš, no. Torej, probajte. Tako. Hvala za celotno predavanje in za tale čas, za tale pogovor. Jaz upam, da se še kdaj srečamo, da še boste kdaj na naši platformi. Tako da res hvala. Hvala tudi vam, pa hvala vsem lepim komentarjem. Danes ne bom nič spala. Super. Evo, tako, dragi gledalci in gledalke. Evo, Nastja, živjo. Živjo, zdravo Maja. Hvala ti, krasno je bilo. Hvala tudi vsem, ki ste nas gledali. Ja, kaj naj rečem, kmalu bomo rekli lep večer, ne? Ampak predtem bomo pa rekli še dvoje.
Zdaj smo ravno na polovici druge šole za starše. 5 predavanj je za nami, 5 predavanj je pred nami. Vsi tisti, ki imate športnika doma, takšnega, ki je res zavzeto in rad in veliko trenira in ima mogoče celo velike sanje na tem področju, pridružite se nam v soboto, ko bo z nami športna psihologinja Andreja Holsedel, prav na to temo. Hotela sem vas pa povabiti, pojdite na našo spletno stran maratonpozitivnepsihologije.si in tam med dogodki poiščite 4. primorski maraton pozitivne psihologije, kajti 19. februarja, pravzaprav mi rečemo od Valentinovega do Gregorjevega, bomo skupaj spet 4 predavanja o partnerstvu, bodo pa tokrat tema. Tako da prijavite se vsi tisti, ki želite biti z nami zdaj in naslednjič in potem še 21. ko bomo imeli Sanelo v živo. Zdaj pa predajam tebi zadnjo besedo, Maja, ker vem, da si jo imela že pripravljeno. Tako, jaz še enkrat vse vabim, da donirate, če še tega niste storili. Danes pomagajmo slovenskim otrokom organizaciji. Ključna beseda PSO5 na 1919, 5 evrov boste prispevali, naredili boste veliko delo. In še enkrat se zahvaljujem vsem, ki ste danes res zelo dobro sodelovali, za vse razmisleke, ideje, komentarje. In ja, ne pozabite, da se vidimo že v soboto ob isti uri, 18:30, in do takrat pa želim vse dobro in uživajte. Čau! Druga šola za starše, ker se učenje nikoli ne konča. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Roke umivaj si pogosto in ne hiti, saj za zdravje moramo biti temeljiti. Ne pozabi, da najbolje prav kihati v robček ali rokav. Raje kot na gugalnico in vrtiljak v gozd podaj se na svež